Živijo, Kali tukaj, tvoja najljubša PR-ovka in strokovnjakinja za socialna omrežja. Tako, dajmo razdelati, zakaj 80% podjetij umre, crkne, njih ni več, close down že v prvem letu. Čist preprosto je. Če nismo dovolj vztrajni, ne bomo nikoli uspeli. Ja? Zato, ker prihajajo trenutki, ki se mi rečemo tough times, ko prihaja zima, takrat je treba preživeti. Takrat je treba preživeti in vedeti, zakaj mi to delamo, kar delamo. Se pravi, moramo delati tisto, kar delamo, z največjim veseljem. Ker če ne delamo to z največjim veseljem, samo zato, ker je trenutno in, ker je moderno, to ni pravi razlog. Ker to nas ne bo čez tiste trenutke, tough time, zima, pripeljalo. Druga stvar, zakaj še nam ne uspe? Zato, ker preprosto se nismo pripravljeni izobraževati. Ker delamo po svoje, ker delamo na pamet. Ker iskreno, če delamo nekaj na pamet, pol ne bomo prišli do ciljev, ker tja ne znamo priti, ker jih še nikoli nismo dosegli. Zato vedno je super, da najamete osebo za coaching ali najamete online programe oziroma naredite izobraževanje v tej smeri, da vas vodi nekdo do cilja, oseba, ki je to že naredila, ki je tam že bila. To vam skozi ponavljam. Najbolj pomembno je, da svoj denar dajte v izobraževanje, ker znanja vam nihče ne more vzeti. In znanje je tisto, ki vas bo vedno vodilo naprej. Vedno boste boljši, boste uspešnejši. Izobraževanje se morate skozi. Skozi. Ni dovolj samo, da rečem, ok, zdaj bom pa malo nekaj pogledala, pa tako. Ne, skozi, zato ker so skozi novosti, ker se ta svet tako noro hitro spreminja. Ok, naslednja stvar. Moramo se odločiti, da bomo delali prave stvari. Prave stvari v smislu, za katere smo mi kompetentni. Kaj to pomeni? Delati moramo stvari, ki so v našem, rečem, lejnu, ki jih mi obvladamo, ki jih mi res znamo, ki vemo stvari. Težko delamo stvari zato, ker so pač moderne ali pa nekaj eksperimentiramo, če pa mi tega ne znamo dejansko delati. Jaz imam toliko coachov na coachingih mojih, ki pridejo k meni, ki rečejo, zakaj mi posel ne gre, zakaj mi dela. Ful veliko podjetnikov, ki mi rečejo, zakaj mi posel ne dela, zakaj ne gre, zakaj ne rastem, zakaj se ne razvijam. Če boste v štartu izbrali branžo, ki vam ni domača, ki vam ni blizu, težko boste ful uspešni na dolgi rok v tej branži. Ker vi morate ljubiti tisto, kar delate. Ker ko boste nekaj ljubili, kar boste delali, se boste tudi izobraževali v tej smeri rajši, ker vas to zanima. Ker če vas nekaj ne zanima, je težko to peljati dolgoročno. Zato ljudje večkrat kaj eksperimentirajo, imamo vsak dan neke nore, dobre ideje. Reče, tole se mi zdi ful dobra ideja. In kaj mi naredimo? Mi rečemo, tole je ful super ideja, ziher bo ratal, gremo na trg. Ampak mi ne naredimo prej nobenega researcha. Researcha trga, ali je to stvar, izdelek, storitev, ki bo dejansko zanimala človeka. A bo to nekdo od nas skupil? A je sploh potreba po tej stvari na trgu? Tukaj so failerji, zakaj nam ne uspe. Potem ne izobražujemo se, potem nismo v pravi branži, ker nismo tam kompetentni, ne zanima nas ta branža, vsaj na dolgi rok, ne ljubimo jo in pa je tudi težko iti čez čase, ki je težko, ki moraš preživeti, in to te žene vedno naprej, če nekaj ljubiš, kar delaš. Tako da, to je problem. In kot sem že rekla, problem je, ker se ne izobražujemo, problem je, ker ne sledimo ljudem, jih ne poslušamo, se ne izobražujemo od njih, ki so to naredili pred nami in nas lahko lepo za roko primejo in vodijo do cilja. Sami nekaj izumljamo in ne vem kaj in pa gotovimo, da smo zapravili ful energije, pol nekega denarja, na koncu pa uspeha ni in opupujemo. In pa ljudje kličejo, joj veš, rabim coacha za za mindset, za to, da bom uspela v poslu. In pa se eni jezni na mene, ko jaz rečem, ok, ampak kaj pa delaš, da boš dejansko uspešna v poslu? Ker če ti delaš samo na svojem mindsetu, ne delaš pa dejansko na svojem podjetju, na svojem brandu, ne raziščeš trga, se ne izobražuješ, ne delaš dejansko stvari, ki jih moraš delati, pa ti tudi mindset čisto nič ne koristi. Ker mi, morate vedeti, ker smo mi uspešni podjetniki, ker imamo to vse že razdelano, kar sem vam jaz rekla, je mindset tisti, ki samo sledi, ki ga samo
Po domače povedamo, samo upgradamo. Kako ga upgradamo? Ja, tako, da se non-stop izobražujemo, tako da beremo. Leaders are readers. To vam skozi govori. To je mindset. Poslušajte podcaste, karkoli vas dvigne. Ampak mindset boste vedno imeli, boste imeli mindset, če se boste izobraževali in brali. Ne rabite ne vem kakih coachov za mindset in ne vem česa. Vi rabite coache načeloma, da vam rečejo, tvoj posel je tako, naredi to pa to, da boš prišla tja pa tja. To je to. In pol se izobražujemo in beremo in bomo imeli mindset. Če pa mi delamo samo na našem in zgolj na našem mindsetu, je pa ne vem, hva lahko naredimo, ker se ne bomo premaknili. Ok? Nam je zdaj jasno. So dve različni stvari, ki sta dejansko skupaj. Ampak začeti moramo tam, kjer je pomemben. Dejte raziskati trg. Dejte se lotevati pravih stvari. Dejte se lotevati stvari, za katere imate znanje, ste kompetentni. Okay? In dejte se izobraževati od pravih ljudi, taki, ki so to že naredili pred vami. Ker če vam bo nekdo solil pamet, ki tega pred vami ni naredil, ali pa to učil v teoriji, v praksi pa nikoli ni naredil, ja pa kako? Kako? Ne more vam pokazati. In ravno zaradi tega imam toliko coachov na mojih coachingih, ki pridejo in reče, učim ljudi, pa nimajo sprememb, pa nimam jaz sprememb. Ja, ok, mogoče pa coaching ni prava smer zate, oziroma deliti, kar znaš. In ne moreš učiti ljudi, kako biti uspešni, če vi niste uspešni. Ne morete učiti ljudi, kako shujšati, če vi nimate tega znanja, kako v resnici shujšati in obdržati težo. Ne morete učiti ljudi, kako barvati lase, če vi ne znate barvati lase. Ne morete učiti ljudi, kako igrati tenis, če vi ne znate igrati tenisa. Igrate samo v teoriji, ne pa v praksi. Jaz sem prepričana, da v resnici vsak izmed nas nekaj zna. Vsak izmed nas je v nečem dober, bolj kot ostali. In kje piše, da moramo vsi učiti next level informacije? Ja, ok, jaz sem v poslu 20 let, vam lahko dam next level informacije. Ampak, če pa ne rabite next level informacije, rabite pa čisto osnove, ja, jih boste dobili pri meni. Ampak jih boste pa mogoče dobili tudi pri kakem drugem coachu, ki pa oblada mogoče pa samo začetne informacije. Ne? Pa ne bo on znal next level. Je pa res doma tukaj več izkušenj, pa kdo je kaj naredil. Ja, pejte torej k ljudem, ki začutite, da vam lahko pomagajo. Ja, od njih se izobražujte, berite take knjige, ki jih začutite, ki veste, da vam lahko pomagajo, ki vas zanimajo. Tako da dejte se lotevati stvari, v katerih ste res dobri. Ne zato, ker so moderne, ne zato, ker ne vem kaj, ker pogrešam ta del coachinga, mogoče bi se pa tega lotila. Ok, ampak imaš znanje? Nimaš. Ok, torej, imaš izkušnje? Nimaš. Ok, a se mogoče potem lotiš nečesa drugega, ali pa se odločiš, ne, to hočem delati, in daš potem vso svojo energijo, vsak zadnji atom svoje energije, zadnjo celico v telesu, v to, če si se odločila, da to želiš delati. V poslu ni polovičarstva, v življenju ni polovičarstva. Rezultati se ne zgodijo, če smo polovičarski. Ali si all in, ali pa nisi. Ja? Zato 80% podjetij propade v roku enega leta. Zato. Ker vsi obupajo, ker je malo težko. In še enkrat, če se boste lotevali stvari na pravi način, tam, kjer ste kompetentni, to, kar vas sali, da ste pripravljeni se izobraževati, dati vse v posel, vse narediti, da vam uspe. Vse! Pol vam bo uspelo. Read my lips. Uspelo vam bo. Ampak morate biti pripravljeni narediti vse. Ne, malo bom probala tu, malo bom probala tam, danes bi delala to, jutri bi to, naslednjič bi to. Veš, danes bi pa napisala knjigo. In pa vprašam, ok, o čem pa boš napisala knjigo, kaj pa veš, kaj pa znaš? Nimam pojma, sem rada bi napisala knjigo. Zakaj? Komu? Nekaj moraš ljudem dati v tej knjigi, a ni tako? Mislim, to mi je smešno, ker vidim nekakšen res butast način se ljudje lotevajo posla. Ne? Res butast, pa ne sam jaz, tudi marsikdo, ki je v tem poslu, ki pač smo dolg časa v poslu, ki obvladamo to, ki učimo druge, pomagamo drugim, kako imeti uspešen posel, to opažamo. In namesto, da bi res se izobrazili in iskali ljudi, ki jim lahko pomagajo, ljudje tavajo in sami probujejo in je ful težko sam, res je težko. Če nimaš predznanja, ma klinčevo težko je, res.
Tako da, dejte vložiti vase, svoje znanje, svoje izobraževanje. Naj vam nikoli ne bo žal denarja za to. Ja, za druge stvari, na marsikaj vam je lahko žal, ker res zapravljamo za bedarije. Ampak naj vam ne bo žal za izobraževanje. In pa si reče, kaj tebi lahko, ti si totalni frik, ti se izobražuješ vsak dan, vse uro na dan, te zanima stvari. Ja, me, pa jaz sem tukaj že 20 let. Kaj je bilo, da me zanima samo ena stvar, samo PR? In da jaz ne bi širila svoje obzorje, da jaz ne bi širila svoje firme in da ne bi delala stvari, ki me veselijo. Ampak sem začela z eno, pa je pol bila druga, pa je pol bila tretja, pa je tako isto s projekti. Če pa mi začnemo s 15 stvarmi, zdaj naenkrat, ja ne moramo. Okay? Če pa mi delamo enega po enega, bomo pa lahko v enem momentu, tako kot je zdaj, lahko delam 15 projektov naenkrat. Ampak pazi, to je po 20 letih. Pred 20 leti to ni šlo, ne gre. Tako da, dajte dobro premisliti, kaj želite v življenju. Česa bi se lotili, pa da lahko to delate res na dolgi rok. Se to ne pomeni, da boste delali eno stvar zdaj 10, 20, 30 let. Bo mogoče prišla vmes kakšna druga. Ampak že v štartu mora biti nekaj, kar vas zanima, da lahko vi delate celo življenje. Okay? Ker pa imate passion. Večkrat mi kdo, ko prije na moj coaching, reče, wow, Kali, v eni uri si mi odprla možgane, zbistrila si mi vse, kar sem jaz zdaj 5 let tavala nekje in ugibala, pa mi ni bilo jasno, pa nisem znala, pa nisem vedela. In že po eni uri z mano, pa jaz se ful dobro počutim, ko mi to ljudje rečejo. Po eni uri s tabo mi zdaj vse jasno. In točno vem, kako se moram zdaj lotiti posla, sicer dobro, imamo še pol drugi, tretji, četrti coaching, ker pol postavimo stvari na svoje mesto, da to laufa. Ampak mi je tako super, ker mi nekdo reče, wow, kako dobro, sploh nisem pomislila na te stvari, noro, wow. In to je dobro, ko priješ do te stopnje, ko lahko človeku že v eni uri to pomagaš, ker ne rabiš zdaj ga učiti 3 mesece, vsak dan. Zakaj? Ker ko enkrat imamo bogate izkušnje, 20 let, ko sem naredila 3000 projektov, jaz že točno vidim, ko se nekdo loteva projekta, obraz mu lahko rečem. Tako sem rekla eni punci par dni nazaj, brez veze ne bo ti ratal. In je bila čisto užaljena. Zakaj ne? Pa to se meni zdi ful super ideja, pa to se meni zdi ful the best, pa meni zdi... Ok, deva pogledati zakaj. Zato. In me sem gledala, ok, ja, imaš prav, res, wow. Hvala, Kali, pošparala si mi ful časa, ful energije, ful denarja, porazov in bankrota in vsega, kar je bilo. Še enkrat, zato, ker morate najprej raziskati trg. Ja?